Melkijad, kako narediš splav? Je vprašal Pipi svojega starejšega brata Melkijada. Nič lažjega kot to. Je odvrnil Melkijad. Pojdi z mano. Najprej nabereš debla. Debla očistiš, porižeš grče in debla dobro povežeš. Ampak, Melkijad, ni to nevarno? Lahko je, če to počneš sam doma. Ampak, če imaš zraven strokovnjake, je delanje splava zelo varno. Takšnega ali drugačnega splava. Lepo pozdravljeni v novi sezoni podcastov Magdalen Krivopet, tokrat v okviru projekta Niti ena več. In danes smo z vami kar 3 specialistke za temo, ki smo si jo izbrali. Mogoče sem preveč narobe rekla, da smo specialistke, smo si pa marsikaj pregledale in upamo, da vam bomo vsaj malo zanimanja vzbudile in da se boste pozanimali še več tudi sami. Mogoče se najprej predstavimo, pa bi mogoče začela na svoji desni. Ja, absolutno. Jaz sem Lucija, v projektu sodelujem skupaj z Radiem Študent. Upam pa, da projekt ne bo vzbudil samo zanimanja, ampak tudi kakšen konkreten aktivizem pri mladih. Zdaj pa še na mojo levo stran. Ja, zdravo, jaz sem Taja in sem v bistvu del projekta v sklopu Slovenske Amnesty International. Poleg tega, da sodelujemo kot organizacija, pa se mi zdi pomembno, da smo del projekta, da sem tukaj tudi kot osebno in kot aktivistka in kot velika zagovornica pravice do splava. Tukaj se lahko zelo poistovetim s tabo. Jaz sem Naja in sem sicer v okviru projekta zraven kot članica kulturno-umetniškega društva Transformator, ampak absolutno se lahko poistovetim z opisom, ki ga je Taja povedala. Tako da ja, upam, da bomo vzbudile zanimanje in aktivizem, predvsem pa, da bomo prispevali svoj delček k temu, da reproduktivne pravice ne bodo kršene oziroma da se ne bojo zmanjšale. S severa prihajajo poročila o novih odkritjih, ki dokazujejo, da so na severni polobli nekoč živela inteligentna in civilizirana bitja. Sever, se slišimo? Pozdravljeni! Včeraj, 20. septembra 4413, smo našli dokaz civilizacije. Raziskovalka je odkrila ploščo z napisom. Kaj pa piše na njej? Območje pravice do splava na Radiu Študent. Pa se mogoče kar zakopljimo v temo, da bomo sploh vedeli, o čem bomo govorile. Mogoče najprej nekaj na splošno o reproduktivnih pravicah oziroma o splavu kot človekovi pravici. Ja, mogoče, če začnemo res s tem majčkim bolj uradno dolgočasnim delom, ampak vseeno se mi zdi, da je ta del tudi izjemno pomemben. Se pravi, Amnesty International zagovarja in se bori za pravico do splava, ker je v bistvu ta en ključen del mednarodnega prava. V bistvu tako kot vse ostale pravice, ki jih ljudje imamo, je tudi ta na nek način prepletena z mnogimi drugimi, ki se v bistvu potem med sabo niso tako enostavno ločljive. Zdaj, če samo jih omenjam ene par, se pravi, mednarodno pravo nam veleva. Vsakdo ima pravico do življenja, ki se začne z rojstvom, pravico do zasebnosti, do zdravja, do enakosti, do nediskriminacije, do zaščite pred zakonom in tudi v bistvu pravico do svobode pred nasiljem, diskriminacijo, mučenjem in ostalim oblikam. Se mi zdi, da vsaka od teh pravic je vpletena tudi v pravico do splava. Če zdaj vzamemo za primer zgodbo neke osebe, ki je ta pravica kršena, ugotovimo, da je tukaj gre za široko kršitev marsikatere pravice. Poleg tega pa bi tudi omenila, da je pravica do splava en ključen dejavnik za zagotavljanje socialne pravičnosti in pa enakosti spolov. Tudi tukaj mislim, da ta pravica igra eno zelo pomembno vlogo. Pa še eno stvar bi mogoče dodala čisto uvodno, ki se mi zdi tudi zelo pomembna. Danes bomo verjetno govorili o tem, da o pravici žensk in deklet do splava. Sama bi zdaj tukaj omenila, da
splava ne potrebujejo samo ženske. Pomembno je omeniti tudi dekleta, a ne tudi mlada dekleta ga potrebujejo in pa v bistvu tudi ostale. A ne. Tukaj moramo govoriti tudi o interspolnih osebah, ki lahko potrebujejo splav, o transspolnih moških, fantov in drugimi spolnimi identitetami, ki imajo pač reproduktivno sposobnost, da nas zanosijo. Ne. Pri teh skupinah, ki sem jih zdaj omenila, je ta pravica še pogosto še dodatno kršena. Ne. Spadajo v ene občutljive skupine, ki so jim že tako na velikih področjih kršene ostale pravice. Zdaj, če pa tukaj je dodana še pravica do splava, pa tukaj pride še en nov spekter kršitev, ki sodijo v to polje. Ne. Mogoče bi sam še eno stvar, tako čisto, če pogledamo zdaj, se ozremo na svet in pa na pravico do splava, ne. Da je na primer v zadnjih 25 letih več kot 50 držav recimo spremenilo svoje zakonodaje, tako da so pač na nek način naredile en korak naprej v pravici do splava. Ne. To je pač nek super podatek, ki smo ga pač vsi veseli, na Amnestyju pač to tudi vedno letno beležimo, kakšen je ta napredek se zgodil, a ne, v posameznih državah. Moramo pa vedeti, da pa na drugi strani, a ne, se nam pa zdi, da kriminalizacija, a ne, in da omejevanje te pravice je pa spet nekje tako v ospredju, kakor smo mogoče enkrat mislili, da nikoli več ne bo. Ne. Zdi se mi, da je pač spet žensko telo pač postalo eno polje politične bitke, kjer se pridobivajo politične točke in pa nekako ustvarja in pa ohranja patriarhat, kot ga imamo v družbi. Ne. Tako da se mi zdi pač zelo pomembno. Marsikdo nam kdaj reče, ne, tukaj v Sloveniji, zakaj se sploh še o tem pogovarjate, saj imate vse poštiman, ne. Ampak ni, a ne, tako, a ne. Pač zdi se mi, da se moramo pač povsod o tem pogovarjati in povsod v bistvu deliti zgodbe ljudi po svetu, a ne, ki te pravice nimajo in pač opozarjati na to, zakaj je to pomembno, da jo imamo pač vsi. Ja, mislim, jaz se absolutno strinjam, me pa pri vsem tem morda skrbi, da deljenje zgodb ni dovolj. Ker je moje mnenje, da ljudje, ki omejujejo dostop do splava, da ne vidijo ravno ženske njihovega trpljenja kot legitimne stvari oziroma jim ni mar za to, če ženske umirajo oziroma trpijo oziroma so prisiljene v rojevanje otrok, ki jih ne želijo, niti nimajo empatije do teh neželenih otrok na koncu. Ne. Tako da mene mogoče predvsem pri tem skrbi, da se tudi v Sloveniji širijo ti neki sentimenti in pohodi za življenje. Odkrila sem celo, da obstaja Instagram mladih, ki so združeni skupaj za življenje. Ne seveda popolna kopija ameriškega pro-life gibanja, ampak mislim, zanimivo mi je, kako nečloveško je nespoštovanje človekovih pravic, no. Saj pri tem se meni nekako zdi, da ne vem nujno, če je res to deljenje zgodb nekaj, kar nam bo na koncu pripeljalo večje razumevanje in pa večje sočutje in solidarnost do ljudi, ki lahko zanosijo. Ja, saj sigurno, pač deljenje zgodb sem omenila tako kot ena izmed orodij, ne. Zdaj, če pač izhajam čisto iz dejavnosti, ki jih na primer Amnesty International izvaja pač na področju splava, ne, gre tukaj v bistvu za res široko paleto enih stvari, ki jih pač počnemo, ne. Sploh pač v tistih državah, a ne, kjer so pač pogoji in kjer je pravica do splava omejena, a ne. Predvsem recimo na Poljskem in pa zadnje čase v ZDA, na primer, te dve kampanji sem pač tudi sama spremljala, ne, kjer v bistvu, ni šlo samo za kampanje, ni šlo samo za osveščanje, ni šlo samo za izobraževanje v šolah, ampak je šlo tudi za zagovorništvo, ne. Šlo je tudi za razne oblike in pritiske na politiko, sploh na primer v ZDA, ne. Zdaj v bistvu minevata nekje 2 leti po razveljavitvi sodbe, a ne, Roe proti Wade in ravno zdaj, a ne, je v bistvu Amnesty ZDA izdala eno zelo obsežno poročilo, kjer v bistvu tudi govori o tem, a ne, na kakšen način so se pač borili, a ne, v bistvu na državni ravni in pa potem v bistvu na ravneh posameznih zveznih držav in pa potem še na širši ravni, a ne. In mogoče, če iz enega črnogledega, zdaj malo preidem še na to, da pa vseeno, ne,
Ravno pred kratkim v intervjuju je ena izmed naših sodelavk iz ZDA pač dejala, ne, da se vsi zavedamo, ne, da je pravica do splava napadena, ne posebej v ZDA, ampak da pa je tudi v bistvu stoji eno zelo močno gibanje, ki se pa bori, ne, za pravico do splava, ki je pač tako še posebej recimo v ZDA močno v tistih najbolj konzervativnih državah in da so pač te aktivisti resnično pač tako se povezali in da so pač navdihujoči in da so vsi presenečeni, kako dejansko je to zdaj izpadalo. Ne. Med drugim tudi vemo, da bo zdaj ob novembrskih volitvah, a ne predsedniških, kar v ene parih zveznih državah potekalo to glasovanje, ki so pa ga v bistvu dosegali aktivisti s tem, da so zbirali pač podpise in jih zbrali zadost, da se bo lahko v tem glasovalo. Tako da ja, so tudi ene svetle točke nekje. Ja, povezani v boju za pravice. Ampak sej v končni fazi tako nekako taka dvojnost je pri vsakih kršenih, pri vojnah, pri posod, kjer se pač krešajo mnenja. Da se potem zgodi, da pa nekateri, mislim, da se lahko povežemo z ljudmi, s katerimi podobno razmišljamo in ja, pač mogoče dosežemo tudi kakšno širšo spremembo. Mogoče gremo še malo na to, kakšna je pa slovenska realnost, torej ustava, kaj zagotavlja. Lucija si je več prebrala o tem. Ja, ko pride do pravnih aktov, mogoče celo preveč. Ampak ja, mislim, navezala bi se točno na to, kar si ti rekla, ne. Ko so pravice kršene in ko se je treba boriti za pač lasten dostop do zdravstvenih storitev, se lahko povežemo in dosežemo velike stvari. Točno to se je zgodilo v letu 1991, ko je bil v slovensko ustavo vpisan njen 55. člen. Morali mi bo ta oprostiti, zaradi tega, ker bom to zdaj kar na suho prebrala. Noben ne mara brati zakonov, ampak mislim, da moramo v tem primeru to storiti. Torej, 55. člen Ustave Republike Slovenije določa, da prvič je odločanje o rojstvih svojih otrok svobodno in pa drugič, da država zagotavlja možnosti za uresničevanje te svoboščine in ustvarja razmere, ki omogočajo staršem, da se odločajo za rojstva svojih otrok. Torej, nekako imamo v Sloveniji oba ta nivoja zagotovljena, ne? Torej, da prvič imaš dostop do odločanja, oziroma imaš pravico do odločanja o lastnem telesu, drugič pa, da ti mora država tudi zagotavljati dostop. In to zdaj pomeni več stvari, ne? To pomeni, da morajo ustvarjati politično klimo, ki ti to omogoča. Pomeni, da mora biti splav krit iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, čeprav se mnogokrat zgodi, da pač temu ni tako, ne, za veliko žensk in ljudi z maternicami, ki skušajo dostopati do te storitve. In pa konec koncev mora država tudi zagotoviti delujoč zdravstveni sistem, ne, ki nima predolgih čakalnih vrst, da ti ne dobiš posega, ki je časovno precej omejen, ne. V Sloveniji lahko brez omejitev splav poteka do 10. tedna nosečnosti, potem pa se mora o legitimnosti noseče osebe odločiti etična komisija. In ponavadi se to zgodi ali iz zdravstvenih razlogov ali pa pač iz socioekonomskih razlogov, in pa večinoma se tudi presodi v dobrobit ženske in njenega življenja. Vsekakor se pa ne moremo na to zanašati, ne. Popolnoma odvisno je od oseb, ki presojajo, popolnoma je odvisno od tvoje lastne sposobnosti, da predstaviš, zakaj si ti, tukaj uporabljam narekovaje, zaslužiš splaviti po 10. tednu. Tako da tudi to v bistvu ni zdaj nujno toliko dostopna storitev, predvsem zaradi tega, ker veliko žensk ne ve, da so noseče do 2. ali pa 3. meseca nosečnosti, kar pa ti potem ne pusti ravno veliko manevrskega prostora za upravljanje s vsemi administrativnimi in drugimi obveznostmi, ki jih je treba uskladiti, da lahko greš najprej do ginekologa in potem greš domov in potem greš naslednji dan v bolnico in si v tej bolnici nekaj časa, dokler te ne spustijo domov, ne. Tako da definitivno se je tudi v Sloveniji vredno pogovarjati o načinih, kako lahko država izboljša dostop do splava.
Vsekakor pa pač pri reproduktivnih pravicah ne govorimo samo o splavu. Ne. To je zelo pomemben del te pravice, verjetno eden izmed bolj kritičnih, ampak vseeno pa reproduktivne pravice pač vsebujejo še tudi druge vidike. Ne. Prva taka stvar bi bila recimo, da imamo dobro obveščanje o lastnem reproduktivnem zdravju in pa stanju, kar se dostikrat recimo lahko izneveri. Recimo, ne vem, meni se je zgodilo, da so mi na napačni naslov poslali te pač novice iz bolnice. Sicer ni šlo nujno za moje reproduktivno zdravje, je pa šlo za drugo zdravje, kar ni mogoče najboljši način za zagotavljanje dostopa in informiranosti o tvojem lastnem telesu. Drugič, to vsebuje tudi recimo pravico do umetne oploditve, ki je bila v Sloveniji okrnjena do pred kratkim. In se mi zdi, da je to spet neka stvar, ko se moramo pogovarjati o tem, ali država zares omogoča dostop do svobodne odločitve o rojstvu otrok. Ker, mislim, svobodno odločanje rojstva otrok je tudi možnost, da se otrok rodi, ne samo, da se otrok ne rodi. In se mi zdi, da za veliko ljudi, ki si bi morda želeli otroka, pa tega s svojim partnerjem morda ne morejo storiti, da pač do pred kratkim je bil dostop do umetne oploditve zelo okrnjen. Pomemben vidik pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok je pa vsaj v mojem mnenju tudi možnost, da se odločiš za sterilizacijo, torej kot neko permanentno in trajnostno obliko kontracepcije. V Sloveniji to ni dovoljeno do dopolnjenega 35. leta starosti, in še v tem primeru je sam postopek tega, da ti lahko prideš do opravljene sterilizacije, v bistvu zelo dolg, traja pol leta. Treba je oddati pisma, prošnje in prestati intervju s psihologom. Ampak ja, vsaj v mojem mnenju to ni nekako izpolnjevanje te obljube, da bo država omogočala dostop do odločanja z našim lastnim telesom. Jaz bi mogoče tukaj samo dodala, da nekaj je ta raven zakonodajna, torej da imaš ti pravico do tega, potem je pa še ta raven, kjer si ti v kontaktu s svojim ginekologom oziroma ginekologinjo, kar pomeni, da tudi da tudi po 35. letu marsikatera ženska že zaradi tega, ker nima ginekologinje, ginekologa, ki bi recimo podpiral to vrstno dejanje, ne more ali pa pač ima slabši dostop do tega. In tukaj se mi zdi, da je tudi enako pri kontracepciji, da se pri ginekologih imaš v bistvu velikokrat, zdaj ne pravim praviloma, ampak velikokrat tudi poročanja pač mladih deklet, žensk in tako naprej. Bomo mogoče kasneje, zdaj naredim reklamo za Eno modro. Skratka, da poročajo, da jim ne prisluhnejo, da se njihove težave, ki so pač neka stranski učinek kontracepcije, ne jemljajo resno. Skratka, da to pravico sicer imamo zapisano v ustavi, nekaj drugega pa je, kako se to pravico v bistvu v praksi potem uveljavlja oziroma kako jo lahko uveljavljamo. Tudi recimo izdajanje oziroma ugovor vesti pri lekarnarjih in tako naprej. Tudi to, v tem bomo še nekaj kasneje malo reklamice za to, da boste ostali z nami in poslušali še naprej naša razglabljanja. Jaz mislim pa, da je pomembna reč, ki jo je treba omeniti pri dostopnosti uresničevanja svobode odločanja, je pa tudi sama družbena klima, v kateri živimo, in pa odnos splošne družbe do tvoje aktivnega uveljavljanja vseh pravic, ki ti pripadajo kot državljanki Republike Slovenije. V zadnjem času, kot smo že omenili prej, lahko vidimo velik porast teh spet v narekovajih pro-life aktivistov, ki ženske maltretirajo na različne načine. Eni izmed teh so recimo javno moljenje pred vhodom v ginekološko kliniko, kjer se ne znajdejo samo ženske, ki bi rade splavile, ampak tudi ženske, ki morda so v aktivnem
procesu splava proti svoji želji, ne, torej doživljajo spontani splav, morda želenega zarodka. Tako da definitivno je pomemben faktor pri tem tudi okolje, v katerem živimo in ki nam omogoča ali pa zavira dostop do določenih zdravstvenih storitev. Meni se zdi mogoče vredno, da se na hitro pogovorimo o različnih argumentih, ki jih slišimo od teh samoimenovanih pro-life skupin, in pa da se morda pogovorimo o sami legitimnosti oziroma vrednosti teh argumentov. Kar sem jaz ugotovila v svojem raziskovanju, je, da se ti argumenti večinoma ločujejo na verske argumente, se pa najde tudi kakšen sekularni argument. Sekularni v smislu, da se morda ne sklicujejo na Biblijo direktno, absolutno pa ima te kleropatriarhalne podtone idej, kaj je vloga ženske in kako najboljše služi svoji družbi. Torej, verski argumenti se večinoma tičejo tega, kdaj človek postane človek, kaj naredi človeka in pa kdaj človek oziroma kdaj neka celica dobi dušo. Prva stvar, ki bi jo mogoče omenila pri teh argumentacijah in zakaj so vsaj po mojem mnenju problematične, je, ker so v bistvu zelo specifične, torej dajejo življenja človeka kot vrste na pedestal, pri tem pa veselo lahko zagovarjajo ali pač jedenje mesa in ubijanje živali, ali pa se ne ozirajo recimo na planetarne posledice tega, da ima vedno več ljudi otroke. Ampak, če zanemarimo ta del, po človeku se presoja, kaj je vredno življenja in kaj ni, se mi pa zdi, da samo iz vidika različnih verskih doktrin nimamo enotnega odgovora na to, kdaj se življenje začne. Torej, sami verski teksti se v tem pač ne strinjajo, ne. Če recimo pogledamo islamsko mitologijo, lahko vidimo, da obstajajo zelo velike razlike v interpretaciji tega, kdaj neka celica oziroma skupek celic dobi dušo, ne. To se po interpretacijah nekaterih akademikov zgodi ob spočetju, spet po drugih interpretacijah se pa to zgodi komaj 120 dni po oploditvi, ne, in je v bistvu do 120 dni za oploditvijo splav nekaj, kar v bistvu ne bi smelo biti problematično. Zato tudi veliko pač islamskih tekstov dovoljuje splav, še posebej, če gre za zdravje matere, do nekega tedna, ne. Podobno lahko vidimo tudi v judovski mitologiji, in sicer nekatere rabinske tradicije trdijo, da dobijo vsi naši reproduktivni materiali, tudi semenčice in jajčica, dušo že v bistvu, ko so v nas, ne. Kar pomeni, da so menstruacije v bistvu slabe, moški pa ne bi smeli masturbirati, ker v bistvu izgubljajo male dušice, vedno, ko se to zgodi. Jaz se kot povem menstruaciji. Ja, jaz tudi v bistvu ne bi imela nič proti, ampak mislim, da če bi bil problem izgubljanja duš tako velik, da se mogoče ne bi dogajala. Druga stvar pa je, ko rabinske tradicije interpretirajo zmožnost zarodka, da si pridobi dušo komaj ob rojstvu. Ne? In zaradi tega ima veliko judovskih tradicij tudi v bistvu neko pričakovanje splava, takoj, ko je ogroženo življenje ženske. Torej, ne samo, da je splav nekaj, kar je dovoljeno, ampak je celo pričakovano, da se zgodi, ukolikor bi bilo življenje ženske v kakršnikoli nevarnosti. Zadnja stvar, ki je pa mogoče zanimiva, pa je, da je tekst Talmud, ki ureja veliko judovskega prava, vidi zarodek v bistvu kot del materinega telesa. Ne, torej ni to neka samostojna enota, ki živi in diha in karkoli pač delaš, ko si živ, sama od sebe, ampak je v bistvu živi zaradi tega, ker je v telesu ženske.
In spet lahko vidimo, da je to recimo eden izmed zanimivih vidikov, ko pride do tudi sekularnih idej, da pač spoštujemo človeško življenje. Mislim, da se je pomembno vprašati, ali je to res samostojno človeško življenje, če ne more preživeti izven tebe. Torej, ukolikor nekaj ni zmožno samostojnega dihanja in nadaljnega razvijanja, I guess. Izven maternice se mi zdi, da je nemogoče govoriti o avtonomnem subjektu. Zadnjič pa katoliki, teh je v Sloveniji verjetno največ in so tudi najglasnejši. Nimam zares nekaj veliko za dodati, ker niso ravno inovativni v svojih argumentih, ampak kar se mi pa zdi morda vredno izpostaviti, pa je, da v drugi Mojzesovi knjigi, to je del sicer Stare zaveze, obstaja zanimiv odlomek o predvidenih kaznih za človeka, ki pretepe nosečo žensko. In ta odstavek za primer tega, da bi ženska umrla, zahteva smrt. Seveda je to primer tega oko za oko načina reševanja konfliktov in sporov. Ampak, kar je morda bolj zanimivo, je, da je kazen v primeru, da bi ženska samo splavila, torej imela spontan splav zaradi tega napada, da mora ta oseba samo plačati kazen. Tako da očitno tudi pač Bog v Stari zavezi ne vidi teh človeških življenj, čeprav jih morda vidi kot živa, kot enakovrednih. In spet se moramo pač v tem vprašati, koliko gre pri pro-life argumentih za neko pač versko mitologijo, ki jo oni upoštevajo in se je držijo kot pijan s plota, ali pa koliko gre to v bistvu za neke politične interese in pa za interese patriarhata, da omejujejo ženska telesa. Druga plat, ki se mi zdi po moje pomembno izpostaviti, pa je to, da ko govorimo o sekularnih argumentih, spet govorimo o argumentih, ki so izrazito patriarhalni in izrazito se borijo za nadaljevanje človeške vrste. Torej, recimo, eden izmed pogostih argumentov je, da je splav kriv za demografsko zimo in da se je pač preprosto prelahko odločiti ne imeti otrok. Jaz bi morda rekla obratno, da se je pretežko odločiti za otroka, ampak vsekakor pa se mi zdi pomembno izpostaviti, da prvič mislim, da je zelo težko kriviti individualne odločitve žensk za družbene probleme in pa drugič, da to morda ni niti nujno res. V intervjuju za N1 leta 2023 ginekologija dr. Bojana Pinter razloži, da ima Slovenija v bistvu eno izmed najnižjih splavnosti v Evropi in sicer 7 na 1000 žensk v rodni dobi. Hkrati pa je živih rojstev, torej takrat, ko pride otrok živ v njej iz matere, 41 na 1000 žensk, ki se lahko odločijo imeti otroka. Torej spet lahko vidimo, da je splav absolutno pretiran problem, absolutno, ko pride do argumentov, zakaj ga ne bi smelo biti. In se mi zdi, da v bistvu gre spet za nek tak sentiment, ki je morda že preživel in sicer, da ženske niso sposobne delati lastnih moralnih odločitev. In to je argument, ki se ga uporablja že več kot 100 let. Najprej se ga uporabljalo za to, zakaj ženske ne smejo voliti, potem se ga je uporabljalo za to, zakaj ženske ne bi smele delati in zdaj na koncu se ga uporablja kot argument, zakaj ženske ne bi smele imeti pravice do avtonomije nad lastnim telesom. To je drugače isti argument, ki se ga je uporabljalo tudi v srednjem veku in lovu na čarovnice, torej da so ženske bolj odprte in da ženske niso sposobne sprejemati moralnih odločitev zaradi tega, ker lahko vrag dosti lažje pride vanje. Tako da v bistvu gre to za neke res pač preživete tradicije, ki večinoma, bi jaz rekla vsaj, izhajajo iz lastnih frustracij in ne nujno
ali sledenja verskim tekstom, ali pa dejansko skrbi za družbo. Kaj pa če je, to je zdaj šala, da malo pomote, ampak kaj pa če je vrag v obliki otroka? Ja. Ko pride v žensko. Sem brala nek članek, da je ti zarodki tako srkajo kalcij iz kosti žensk. Tako da meni se to zdi kar tako malo nekaj, kar bi naredil nek demon, kot te pozesa. Sploh ni bilo grozljivki. Ni bilo tako za vse privlečeno. Jaz bi mogoče sam eno stvar tukaj dodala, ko si govorila v bistvu o zgodovini oziroma o tem, kako smo mi že ob ustanovitvi, o osamosvojitvi, torej ob ustanovitvi države zapisali pač pravico do splava v našo ustavo, da v bistvu je to prišlo v našo ustavo na podlagi že jugoslovanskega zakonika. Absolutno. In da se imamo, in meni je v bistvu to zdaj pomembno povedati, da se zato imamo zahvaliti eni zelo krasni ženski, zdaj ne bom širše o njoj razglabljala, niti ni namen te oddaje, da to naredimo, oziroma tega podcasta, ampak bi pa poudarila, da je bila to Vida Tomšič, ker mislim, da se tega ne ve in tudi mislim, da je zelo malo znano, da je to v bistvu bilo zapisano v ustavo, dovoljeno oziroma že dekriminalizirano že v 50-ih letih in kasneje v 60-ih, sploh pa v 70-ih je splav postal precej dostopen tudi na podlagi tega, da so v bistvu naši zdravniki takrat bili eni vodilnih zdravnikov, prav Ljubljanski klinični center je v bistvu nove postopke splava, torej abortiranja uveljavil, torej ga raziskoval in ga tudi izvajal in tudi učil po celem svetu, v bistvu, kako se izvaja čim bolj varen splav. Kajti do takrat splav nikakor ni bil varen, ne za žensko, ne za otroka, še manj pa za žensko. Tako da se mi zdi to ful pomemben podatek, ki ga res ne bi rada izpustila. Ja, jaz se absolutno strinjam in se mi tudi zdi mogoče fajn izpostaviti, da imamo varen splav in lahko smo raziskovali različne načine, kako storiti varen splav, prav zaradi tega, ker je družba in politika to omogočala. Ja, vse to je ravno zato, ker si govorila tudi o družbeni realnosti, se mi zdi, da je kar pasal zraven. Druga stvar, ki sem pa hotela v bistvu še tako malo, malo požgačkati nas, in sicer to poimenovanje pro-liferji, meni gre blazno na živce, zato ker v bistvu je ta pro-life samo z vidika tega zarodka, torej, za katerega, kot smo rekli, se še različna verstva ne strinjajo, a je že otrok, torej živo bitje, človek ali ne. Po drugi strani pa pro-life, kar se tiče ženske, pa kar nekako ni pomemben. Tako da jaz bi mogoče predlagala, da iščemo nek drugo besedo, zdaj tako družben predlog, da pač da ne pristajamo na to, da si oni rečejo, da so za življenje, ker so v resnici niso, no, po mojem mnenju. Ja, jaz sem opazila, da se ta nek sentiment širi tudi na družbenih omrežjih. V angleščini se jim reče pro-birth, torej za rojstvo, ne pa nujno za karkoli drugega. Ker se mi tudi morda zdi fajn izpostaviti, da ti ljudje, ki verjamejo tem narativam, večinoma ne podpirajo ukrepov za socialno državo, večinoma ne podpirajo pravnih ukrepov, ki bi pomagali ali očetom ali materam, in večinoma tudi mislijo, da vloga moškega ni doma pri vzgajanju otrok, ampak je zunaj pri, v narekovajih, spet reševanju sveta in delanju dobrega. Torej, spet lahko vidimo, da oni niso za družine, oni niso za življenje. Vse, kar želijo, je, da se ta otrok pač pojavi v svetu, potem pa, kar se zgodi dalje, dvignejo roke in rečejo, to bodo pa se že sami. Ne vem, kako se slovensko reče bootstraps, torej, da se bodo potegnili za svoje hlače in se dvignili v svetu, kakor se vejo in znajo. Ne? Tako da v bistvu gre spet za meni vsaj zanimiv preplet te neke neoliberalne ideologije, z različnimi verami, kot jih pač ljudje imajo, in pa potem patriarhatom in željo kontroliranja ženskega telesa. Zdaj, Taja, ti si enkrat tudi omenila, da ste delali raziskavo, kako se briše vsebine povezane s splavom na družbenih omrežjih. Meni se zdi to ful zanimivo, ker se mi zdi spet ena taka posledica vseh teh narativ in razprav, ki se pojavijo v družbi. Ne vem, kako bi jih ti poimenovala in kaj
Kaj se dogaja na družbenih omrežjih? Ja, zdaj v bistvu res je. Amnesty International je v letošnjem poročilu razkrila, kaj delajo družbena omrežja. Sicer je bilo to poročilo bolj orientirano na področje ZDA, se pravi, kaj se je v bistvu tam začelo dogajati po tem, ko je bila razveljavljena sodba Roe proti Wade. In v bistvu takrat so ugotovili predvsem to, da te organizacije, ki so ženskam pomagale nekako dostopati do splava ali pa samo do informacije, kako bi lahko one dostopile do splava, da so bile na primer njihove objave konstantno brisane. Šlo je za primere, ko je bila vsebina dejansko pobrisana in se je pač ni dala objaviti, ali pa so jo označili kot tako imenovano občutljivo vsebino. Kasneje, ko je Amnesty v bistvu zahtevala neko povratno informacijo, potem, ker to je bilo v bistvu res neko obsežno poročilo, to je šlo za zelo veliko število objav, ki so se pač pojavile in zbrisale, in na podlagi tega so seveda potem, kot je tudi običajno za naša poročila, kadar se nanašajo pač na nekoga, da so tudi to poročilo poslali Meti in TikToku, na njih so se osredotočali in jih vprašali pa za mnenje, kaj se dogaja. Ker v bistvu v teh dokumentih, ki so javno nam dostopni in ki urejajo pač to, urejajo neke pravila, kako oni manevrirajo svoje objave, se splav pač ne pojavlja. Pojavlja se edino omenjen na TikToku, da se lahko širijo novice o splavu, ampak čistko splošno. Ker tukaj so pa potem v bistvu v odgovoru so v bistvu napisali celo tako, da Meta je odgovorila, da oni priznavajo pravico do splava in da dovoljujejo vsebine, ki uporabnike izobražujejo o splavu s tabletami oziroma zdravili, ker to je bilo veliko tega se je takrat pojavljalo, da prav tako dovoljujejo vsebino, ki ponuja neke smernice o zakonitem dostopu do farmacevtskih izdelkov. V bistvu so pa potem svoj razlog, zakaj so bile te izjave pobrisane, iskalo v tem, kakor da je šlo za promocijo in prodajo nekih medicinskih izdelkov. In da je bil to v bistvu razlog, zakaj so bile te objave pobrisane. Kar je seveda neresnično. In v totalnem nasprotju tudi z vsem tem objavam, ki so jih pač naši raziskovalci pač pregledali. Tako da to je bilo v bistvu je bilo to totalno neujemanje s tem, kar so oni počeli na njihovih platformah in s tem, kar so oni pač odgovorili. In v bistvu te nejasni odgovori nam dajo vedeti, da se v bistvu takrat v ZDA je to polje napadov na pravico do splava ne samo politično, ampak tako, kot smo že prej omenjali, pro-life gibanja, ampak prešlo tudi na meje družbenih medijev. In te so na primer še posebej pomembni za mlade in za dekleta, na primer, ki so zanosila, ki so pač svojo podporo in informacije pač iskala ravno tam. In za njih so bila takrat zelo težko dostopna. Ker zdi se mi pa, da v takih družbah, prav tej organizacije, ki pač pomagajo, pač nosijo eno vodilno vlogo in so neka rešilna bilka za te ljudi, da saj v teh okoliščinah pač se ne počutijo sami in da pač jim pomagajo pri reševanju teh težav, ki jih imajo. Tako da, to poročilo je bilo takrat kar odmevno in smo bili vsi kar presenečeni. Zdaj pa v bistvu, če pa čist pogledam tako iz našega vidika tukaj v Sloveniji, ravno pred kratkim smo se pogovarjali o raznih komentarjih na Facebooku, na Instagramu, na naše objave, naprimer, ki jih imamo. Ne si bo od nasilja nad ženskami, od zdaj, ko smo imeli temo soglasja, pomeni ali pa pravico do splava. Včasih smo dejansko začudene, kako je to še vedno pač tema neke spotike, kjer se pa ljudje na Facebooku množično odločijo, da tukaj bojo pa dodali nek svoj košček, mozaik v temu sovražnem govoru. In potem je pač to poplava tega. Naprimer, začne se pa z nekim komentarjem, totalno brezveznim, in potem se samo to še nadaljuje. In smo res presenečeni, da je pač tudi naša družba tukaj v Sloveniji usmerjena pač tako v takih temah, ki si včasih res mislimo, da tukaj pa res ni ljudi, ki se ne bi strinjali. Tukaj smo si pa res, ne moramo pač verjeti, da pač nekdo se nas ne bi strinjal z nami, ampak so. In te teme in
so še vedno pač grozljivo pač napadene. A ne. In to so pač tudi objave, ki jih imamo mi na svojih socialnih omrežjih, ki so sploh, če niso samo organske, se pravi, če v to damo par evrov, da jih bo več ljudi videli, to pomeni, da bomo dobili nazaj en kup enega sranja. Ja. Meni se je pred kratkim zgodilo, da sem objavila na svojem osebnem Twitter profilu, mislim X, ne bom rekla X, na Twitter profilu, sem objavila, pač, tako, kaj se mi dogaja. V tistem trenutku sem sedela s 3 pijanimi tipi in se pogovarjala o feminizmu. Ampak to je bilo dejansko pač to, kar se je meni v tistem trenutku dogajalo. Od spodaj se je usul se je pa tako, mislim, od tega, da so me pošiljali ne vem kaj, da so mi grozili z ne vem čim vse, seveda so mi pa takoj vrgli naprej, pa migrante, pa mislim, to je bilo točno to, kar si zdaj povedala. Ne? Tam, ker je bilo v bistvu razprava, ki sem jo pa imela s temi 3 pijanimi tipi, bila pa v bistvu ful fajn. Mislim, sicer smo bili na začetku na nekih nasprotnih bregovih, ampak pa v neki diskusiji, ko smo jo imeli, smo pa v bistvu se strinjali, da v bistvu so mogoče besede tiste, ki jih zmotijo, recimo, da rečem jaz feminizem, da smo vsi alergični, čeprav v bistvu pa rečem, da se pa borimo za enakost, smo pa tako, ja, okej. Čeprav pa jih tudi enakost zmota, ne, če rečem enakopravnost, jim je to okej, če pa rečem enakost, jim pa to ni okej, zato ker pa v tem vidijo, da hočemo, da smo vsi enaki. Skratka, en kup enih snežinkic in snežinkanja. Ampak, ja, mislim, neverjetno, kako se na nekih osnovah, ki se tako zdijo v bistvu, da so bile v zgodovini, če se vrnemo zdaj mogoče na začetek, da naredimo en tak krog, že priborjene, že v bistvu družbeno sprejete, je bil konsens okrog tega, zdaj so pa kar naenkrat postale spet nek politične spotika in tema in skratka pred evropskimi volitvami sprašovati, bojo podpisali peticijo Inštitut 8. marec. Mislim, tako na osrednjih soočenjih, to se mi zdi kar pomenljivo. No? Ja, meni se tako ali tako zdi, da ko se izčrpa pogovor o dejanskih možnih spremembah, da se takrat začnejo napadi na manjšine oziroma na ljudi, ki jim je lažje oteževati življenja kot drugim. Torej, ki niso na poziciji moči. Tako. Ja, mi je pa tudi ta stvar o besedi enaki zanimiva, ker se mi zdi, da gre za temeljno nerazumevanje slovenščine. Ker se mi zdi, da pričakujejo, da bomo zdaj vsi uniformni in vsi nosili ne vem, roza majčke in da ne bo nobene razlike v nobenih laseh ali pa karkoli takega. Tako. V bistvu pa gre za to, da bi vsi radi, da se do nas družba enako obnaša. In pri tem seveda upamo, da se obnaša dobro, ne slabo. No, ravno to, ko sem imela pač temi 3 pijanimi tipi, mislim, to mi je res v bistvu zelo, zelo super primer, zato ker je to ponavadi, bom rekla, enačaj med 3 enakimi tipi, ne da se z njimi pogovarjati, no, jaz sem se, en je bilo super, res je, da so moji bližnji prijatelji, ampak še vedno, kakorkoli hočem reči, da ko sem jim razložila, zakaj ne govorimo o enakopravnosti, ampak o enakosti in zakaj je to pomembno razlikovati in kako imamo mi enakost in bratstvo, ne, kako je enakost v bistvu bila že del čist, ne vem, francoske revolucije, če grem do tja, so bili tako, okej. Skratka, ugotovili smo, da to, da je odsotnost debat na to temo, da je v bistvu velik vzrok tega, se pravi kvalitetnih debat, ne debat, v katerih moramo mi nujno enega, ki je za, pa enega, ki je proti, ampak kvalitetnih debat, v katerih lahko sprašujemo take neumnosti, kot zakaj se pa reče enakost, ne? Mislim, ki so res v osnovi, da bi v bistvu mogoče kdo več razumel, zakaj v bistvu gre. In se mi zdi, da je to tudi podlaga za to, da potem lažje razumemo, zakaj pa moramo ženske imeti dostop do splava. Absolutno. In kakšno velik nadzor je odsotnost te pravice v resnici nad ženskim telesom oziroma nad žensko na splošno. Vstopate v območje pod nadzorom. Vaša telesa niso vaša in vaše odločitve niso svobodne.
Jebeš to. Daj greva rajš na morje. Območje pravice do splava. Na Radiu Študent. No, in ko smo ravno pri tem, bi mogoče zdaj govorile tudi malo še bi spregovorile eno modro. Torej, ena modra je rubrika, v kateri izpostavimo neko družbeno realnost, ki je sicer navadno aktualna in se delno povezuje s temo, ki jo naslavljamo, in tudi tokrat bo tako. Namreč govorili bomo o tem, kakšna je dostopnost teh uslug ginekoloških in skratka, ki so povezani z ženskim reproduktivnim zdravjem, za tiste ženske, ki ne želijo ali ne želijo še imeti otrok. Sicer smo se odločili, prav mogoče zdaj, da povem tukaj še zraven, ne tako zelo skriti kurikulum, odločili smo se, da bomo o tem govorili tudi zato, ker v bistvu nekih raziskav na to temo ni. Se pa vse, ki smo bile v bistvu vpete v ta projekt, smo že doživele ali pa poznamo ki je doživela pač ravno to, namreč, da so ji te pravice bile kršene. Ne vem, od tega, da nas ne zdravijo za določene bolezni ali pa sploh ne naredijo raziskav, če imamo to bolezen, zato ker se nismo še oziroma se nismo sploh odločili za rojstvo otrok, do tega, da recimo imajo ženske otežen dostop do kontracepcijskih tablet. Jaz bom zdaj za začetek prebrala eno sicer že malo starejše pričevanje, in sicer na Instagramu je včasih obstajal ginekologozlom, torej profil, ki je beležil, kamor so ženske lahko pisale pač z težavami, kadar so imele težave pri dostopu do kontracepcije ali pa pač na splošno zdravljenja povezanega z ginekološkimi težavami. Evo, imam frišen zlom z današnjega specialističnega pregleda. Povsem razumljivo je, da ginekolog vpraša, ali v bližnji prihodnosti planiraš nosečnost, ko prideš na pregled zaradi endometrioze. Povsem nesramno pa je, ko na vprašanje, kdaj planirate nosečnost, odgovoriš nikoli in dobiš nekajminutno predavanje, da se zarečenega kruha največ poje, da smo ljudje narejeni za razplod, da nosečnost pogosto zaustavi rast endometričnega tkiva, ker maternica šele s prvo nosečnostjo dozori. Bizarno je bilo, človek je drugače ljubezniv in profesionalen in se je vzel čas, da bi me pomiril glede bližajoče se laparoskopije. Ne vem, a še ni ugotovil, da ima danes samo kakšna polovica žensk otroke in da to ni več nobeno 8. čudo. In pa potem je še en fant se oglasil, in sicer pozdravljeni, piše vam v imenu svoje punce. Stara je 20 let in se je zgodilo prejšnjo zimo. Namreč po zimi se ni imela razloga spodaj urojati veliko. Imela je pregled pri ginekologu in ko je začela s pregledom, jo je vprašala o spolnih odnosih. In nato jo je začela napadati, da zakaj se ne uredi spodaj, da ni to lepo videti na mladih ženskah. In ji rekla zdravnica, da čeprav že 4 leta ni imela spolnih odnosov, je vedno urejena. Še isti dan je zamenjala ginekologa. 2 tedna po tem pregledu je bila še v slabi volji. Zdaj sem v bistvu prebrala 2 primera tega, pa ne vem, mogoče malo pokomentiramo. No, jaz lahko čisto mogoče sam iz svojih osebnih izkušenj in pogovorov, kjer jih sem ujela. Ta vprašanja, naprimer, ko sem prišla po kontracepcijske tabletke, zdaj ste pa že v teh letih, a nič ne razumete, a jih še rabite, ne? A ste v vezi, ne? A jih res rabite, ne? In tudi moram reči, da v bistvu potem, ko sem rodila, ne, da se je pa najin odnos z ginekologinjo zelo izboljšal, ne. Tako, zdelo se mi je, da je bila prej tako, še prav govorila sem tako moji mami, ko smo imeli isto, sem rekla, ona je meni tako, ni najbolj prijetna, ne, pa ona tako, ne, ful je super, kaj s tabo, ne. Pa sem ugotovila, ne, nisem bila mama, ne. Zdaj, ko sem, ne, smo super, ne. Tako da ja. In ja, imam več teh zgodb, ki so pač
na tak ali pa drugačen način zastavljale ta vprašanja, ki so pač totalno neprimerna in se pač, mislim, da ne tičejo tam nekih pogovorov in sploh pa nekega moraliziranja, tako kot je bilo tudi tukaj opisan, in pač ne spadajo. Tako da verjamem, da se to pač res kar pogosto dogaja, ne. Bi bilo pa vsekakor treba neko širšo raziskavo narediti, bi bili po mojem kar zanimivi rezultati. Ja. Mislim, neverjetno je v bistvu, koliko se spuščajo v neke, mislim, jaz recimo, ne vem, če je kdo zlomil roko, nogo, če je bilo karkoli tacga, ga nikoli niso pa sprašvali, a pa ste prepričani, da boste zdaj tole pozdravili, ali pa, ne vem, a ste prepričani, da ste samo padali, ne vem, ali pa da bi nekdo vprašal, a pa ste se sami udarali, ali vas je kdo drug, recimo, če že, a ne. Ampak, ko pa pridemo do ginekoloških tem, je pa to nekaj povsem drugega, pa to kar naenkrat družbeno vprašanje, nekaj, o čemer moram jaz s svojim zdravnikom razpravljati, a me res dovolj boli, da dobim zdaj protibolečinske tablete, pa ne samo zdravnikom, ampak na splošno z družbo. Družba gleda na, ne vem, menstrualne bolečine kot na nekaj, kar se ženske zmišljujemo in iz tega delamo big deal, čeprav ni big deal. Ne samo družba, tudi čist konkretno, ne vem, tudi od zdravnikov sem to doživela, od drugih žensk sem to doživela. In se mi zdi, da to v bistvu kar velik problem, no, da je pač kot prvič odsotnost v družbenem življenju pogovora o teh temah, reč menstruacijo ne vem, za nekem omizjem je tako, kot da sem rekla, ne vem, nekaj grdga. Umorili bomo vse mucke in kužke. Ja, recimo. Meni so ravno en teden nazaj v enem omizju učitelj, samo prišla si pa že govoriš o menstruaciji. Mislim, ker sem rekla besedo menstruacija, pa nisem govorila na splošno ali pa opisovala ali pa karkoli. Skratka, hočem reči, res je tega odsotnost družbenega pogovora prispeva k tabuizaciji tematike in tudi k temu, da se pač ženske ne informiramo druga od druge o težavah, o dostopnosti, o rešitvah, o tem, kaj v bistvu sploh nam lahko in česa ne smemo. Naprimer, nisem vedela do pred parih mesecev, da lahko jemo kontracepcijske tablete nepretrgoma, skratka, da izpustimo menstruacije. Z tega nisem vedela, ker se nikoli o tem nisem z nikomer pogovarjala. Tako da mi v bistvu zelo zanimivo, kako leta 2024 o neki stvari, ki jo ima polovica prebivalcev Zemlje vsak mesec, ali pa dobro, ne polovica, no malo manj, ampak še vedno pač ne govorimo. Ja, prav pri vzgojenki je nek sram, ki potem v bistvu zavira kakršnokoli informiranje ali pa deljenje izkušenj. In mislim, da zaradi tega tudi imamo potem dosti več slabih izkušenj, ker ti sam nikoli nihče ne pove, ta ginekolog pa ni kul, ali pa, meni se je zgodilo pa to in to, ne. In se mi zdi, da v bistvu to tudi na nek način še vedno perpetuira in obnavlja naš nedostop do kvalitetne zdravstvene obravnave. Ja, in je na neki način v bistvu povezano tudi s tem, kakšen odnos imamo do reproduktivnih pravic. Zdaj v zadnjem času je pa v bistvu oteženost dostopa do reproduktivnega zdravja, tudi zaradi tega, ker imamo veliko pomanjkanje ginekologov. Ne vem, mogoče ima pa to tudi vezo, da ne upajo povedati za omizjem, da so ginekologi, ker če so kirurgi, so veliko bolj spoštovani. Ne vem. Čeprav je ginekologija tudi polkirurška specializacija. Vem. Moj bivši oče mi je ginekolog, tako da sem imela, kljub temu, da sem bila pri koritu, bi se rekel, nisem vedela veliko stvari, ki so s tem povezane. To je konec ene modre, zdaj pa nadaljujemo. In sicer se bomo malo pogovarjali zdaj o ginekološkem turizmu, oziroma, to smo mi poimenovali ginekološki turizem. Meni beseda, poimenovanje v resnici ni všeč, ker je nekako, tako se sliši, kakor da bi nečemu rekli, ne vem, nekaj grdega, no, mislim, ni mi blizu, ampak kaj pa v bistvu sploh mislimo s tem, je pa to, da morajo nekatere ženske, zdaj pri nas smo ugotovili, da na srečo ni velikokrat tako, kar se tiče splava, ampak vseeno, da morajo nekatere
nekatere ženske v nekaterih državah iskati pač pomoč pri splavu v tujini. In zdaj bom mogoče naredila majčken uvoda v to. Namreč ta ginekološki turizem se ne nanaša samo na splav, kljub temu, da pač smo se najbolj koncentrirali na to, ampak se nanaša sploh v primeru Slovenije tudi na to, kar je že Lucija prej omenjala, torej na umetne oploditve. Zdaj konkretno govorimo seveda o področju Slovenije. Vseeno pa, če se najprej ustavimo pri Inštitutu 8. marec, ki smo ga tudi že omenili, bi začela s tem, zato ker se mi zdi lepa podlagica za samo temo. Namreč Inštitut 8. marec ravno zdaj pač v tem času, zadnje nekaj mesecev, vodi kampanjo, ki je vseevropska kampanja, s katero želijo omogočati pravico do splava vsem ženskam v Evropski uniji. Torej, da bi vse ženske, ne glede na to, ali prihajajo iz držav, kjer je to mogoče, torej kjer je dovoljen splav ali kjer splav ni dovoljen, imele enako možnost dostopa do teh storitev. Kar pomeni, da bi v bistvu na nek način govorijo ravno o tem ginekološkem turizmu, ki pa bi bil legalen in predvsem krit iz zdravstvenega zavarovanja. Zdaj, v tem kontekstu je mogoče vredno omeniti, da sicer od letošnjega 1. januarja, odkar smo mi dobili enotno zdravstveno zavarovanje, nimamo več osnovnega in dodatnega, je pri nas dejansko splav krit iz obveznega oziroma edinega zdravstvenega zavarovanja, ne edinega, ampak tega zdravstvenega zavarovanja osnovnega. Predtem ni bil krit za ženske, oziroma so mogle ženske, ki niso imele dodatnega zdravstvenega zavarovanja, tega doplačati, kar je ravno tako pred nekaj leti izpostavljal oziroma na to opozarjal 8. marec oziroma Inštitut 8. marec, da ne bo se zdaj mislilo, da je en datum na to opozarjal. Kakorkoli, vseevropska kampanja, ki trenutno poteka, pa v bistvu nagovarja pa tudi tiste ženske, ki te možnosti nimajo, pa bom zdaj kar šla na neke konkretne primere. Če recimo pogledamo število splavov v Sloveniji, to je bilo leta 2021 jih je bilo skoraj 3000, od tega jih je bilo 212, torej manj kot 10%, upravljenih za ženske, ki so tuje državljanke, torej ne državljanke Slovenije, in tukaj v Sloveniji prednjači predvsem ženske iz Hrvaške. In zdaj, če še to sem malo bolj konkretna, največ teh žensk splave upravlja v Brežicah, tudi v Mariboru, skratka tam blizu meje s Hrvaško. Predvsem, zakaj pa hodijo te Hrvatice, torej ženske z Hrvaške v Slovenijo upravljati ta splav, torej upravljajo ga tukaj samoplačniško, ker trenutno še ni v veljavi ta uredba, ki jo promovira 8. marec, je pa zato, ker je na Hrvaškem veliko ginekologov, takih, ki uveljavljajo pravico do ugovora vesti, torej predvsem z tega razloga. Torej splav na Hrvaškem je legalen, se ga lahko upravlja, ampak je visok odstotek ginekologov, ki uveljavlja ugovor vesti. O ugovoru vesti bomo majčkeno kasneje še nekaj povedali. Bomo bolj konkretno šle v to, kaj to sploh je in zakaj in kako. Ampak torej zdaj spet ne govorimo o blazno velikih številkah, ampak nekih slabih 10% splavov v Sloveniji pa upravljajo tuje državljanke. Zdaj, če pa vseeno govorimo o ginekološkem turizmu, pa mislim, da ne smemo pozabiti omeniti Malte in Poljske. Na Malti je splav absolutno ni dovoljen, in celo zanimivo je, da sploh ni del neke politične razprave, tako leve kot desne stranke, če sem zdaj tako čisto na osnovno delitev neko parlamentarno vezana, podpirajo splav. Torej neke resne debate o tem ni, seveda pa obstajajo tudi tam feministične skupine oziroma pač skupine aktivistov in aktivistk, ki pa se seveda borijo tudi za pravico do splava. Smo pa mogoče tudi zdaj čisti iz te slovanske povezanosti v zadnjih nekaj letih veliko slišali o primeru Poljske,
zato ker na Poljskem se je pač zakonodaja glede splava zaostrila in to zelo zaostrila. Namreč zmeraj manj pravic z naslova pač torej abortiranja imajo te ženske na Poljskem, padajo pravice oziroma pač čeprav se je zamenjala vlada in so pričakovali, da bojo te pravice mogoče vrnili ženskam se to oziroma ženskam in osebam z maternico se to ni zgodilo. In kar v bistvu opažajo oziroma kar kažejo raziskave, na Poljskem velika večina splavov, ki se zgodijo s pomočjo organizacij in sicer s pomočjo organizacij iz tujine, ki imajo podružnice na Poljskem, s tem, da te podružnice na Poljskem, zaradi tega, ker je pač tako kriminaliziran splav, predvsem pomoč pri upravljanju splava, ki je tudi kazniva in tako, zato ker pač je to tako zelo težko dostopno. Večinoma te organizacije na Poljskem, torej poljske podružnice, samo posredujejo informacije ženskam, kam se obrniti, kako zaprositi oziroma kaj narediti, da pač pridejo do teh tabletk, torej do kako se že reče? Medikamentoznega splava, tako. Tega tudi v Sloveniji največ, ampak tako da ja, torej kako sploh priti do tega in torej te organizacije iz tujine pošiljajo pač tabletke za splav na Poljsko. Zdaj bi se rekli, no, se to pa so pa kar v redu rešili, no, žal ni tako. Namreč kar relativno visok odstotek splavov se konča z delnim splavom, torej je potrebno dodatno čiščenje in potem te ženske včasih ne poiščejo pomoči, ker se bojijo seveda, sicer vse seveda trdijo, da se je zgodil spontan splav, ampak je zelo odvisno, jim bojo varili ali jim ne bojo, so pod pritiski, pač splav, ne glede na to, da se ženska za njega odloči, zato ker se hoče odločiti, ni nikoli nekaj, kar bi naredil z levo roko, ampak je nekaj, kar pač pusti tudi nekaj, ne zdaj, da si te čustveno ranjena, pa ne bom šla v ta pro-lifersko stališče brez skrbi, ampak še vedno pa ni to nekaj, kar narediš z levo roko. Čeprav raziskave kažejo, in to tudi recimo prej omenjena, doktor Pinter tudi omenja, da raziskave kažejo, da ženske predvsem čutijo olajšanje, ne pa težo in da se počutijo grozno. Še vedno pa ni to, je pa to poseg v telo, je neka, mislim, operacija, je nekaj, kar pač ni tako za zajtrk. Tako da ja, vse to skupaj pač splav, dostopnost splava seveda še bolj onemogoč. Če se pa odpravljajo v tujino prav na pač ta operativni splav, se pa s Poljske največkrat odpravljajo v Nemčijo, pa tudi v Belgijo. In obstajajo prav posebne verige ljudi, ki te pričakajo, ki ti pomagajo pri tem, ki ti nudijo podporo in tako naprej. Tako da pač ja, spet se izkaže, da v bistvu civilna družba oziroma pač ta aktivistična podpora, o kateri smo že prej govorili, tudi tukaj v bistvu opravlja delo, ki bi ga mogla opravljati v bistvu družba v celoti oziroma države same. In pa še druga tema z področja ginekološkega turizma, tako imenovanega, je pa umetna oploditev. Zdaj moram prvo povedati, da nekih novih podatkov o tem, kako po sprejemu družinskega zakonika zadnjega v bistvu nimamo, oziroma ga nisem našla. Jaz verjamem, da strokovnjaki imajo tovrstne podatke, se mi pa zdelo, da za potrebe tega podcasta ne bi jih obremenjevala še jaz s tem, ker se mi zdi, da imajo pomembnejše delo. Ampak ja, v bistvu se je zelo veliko žensk iz Slovenije odpravlja na umetno oploditev v tujino in to ne samo iz razloga, zato ker bi bilo kle slabše dostopno ali pa dražje ali pa karkoli takega, ampak predvsem zato, ker pri nas v bistvu drastično primanjkuje ženskih spolnih celic, torej jajčec, in v bistvu jih država nekako zagotavlja pač tistih 6 in potem jih v bistvu tudi mislim, da proti plačilu, da jih ne, mislim, da je to praktično nemogoče. Tako da je treba iti v tujino. Zdaj, jaz, ko sem iskala informacije o tej tematiki, mi je bilo zelo zanimivo, da so recimo češke, slovaške, predvsem češke ginekološke klinike, kamor se Slovenci očitno odpravljajo v velikih številih, objavljale informacije o teh postopkih v slovenščini. In to v zelo lepi slovenščini, celo lektorirani. Tako da mi je bilo, to mi je povedalo, da torej pač je
teh oseb, parov verjetno, ali kakorkoli, kar res veliko. Tudi, ne vem, jaz vem, da imam vsaj nekaj znank ali pa znancev, ki so pač morali iskati to vrstno pomoč v tujini, tako da se mi zdi, da je ta odstotek verjetno res kar visok. Ja, mogoče bom omenila samo še to, da do pred nekaj let nazaj je bila umetna oploditev v Sloveniji dostopna zgolj le in samo ženskam do 43. leta, ampak je v bistvu potem po tistem se pa, ne vem, bom rekla temu, mogoče zdaj napačno izraz uporabila, ker nisem strokovnjakinja s področja, ampak sodna praksa je v bistvu se takrat obrnila. Namreč ena ženska je tožila državo oziroma pač zdravstveno zavarovalnico zaradi tega, ker je bila na umetni oploditvi v tujini, ker je bila v Sloveniji zavrnjena ta možnost, ker je bila stara 43 let in je v bistvu to tožbo dobila, tako da je dobila potem povrnjene stroške umetne oploditve v tujini. In to se mi zdi v bistvu zelo pomemben moment tudi zato, ker po drugi strani, se pravi, se pa očitno je pa to se pa da doseči pri nas, da pač gre tudi kakšna reproduktivna pravica v prid ženskam. Ja, toliko. Imate kakšen komentar mogoče? Jaz bi se mogoče, če si že prej malo govorila o Poljski, tako da mogoče bi tle sam še dodala ene par stvari, ki smo bili tudi zdaj pretekle leta kar vpeti v to, kaj se je v resnici dogajalo, ne. V bistvu lansko leto je imela pač Amnesty po celem svetu pač eno globalno akcijo, mogoče sta tudi slišali za Justino. Ona je bila v bistvu prva, ki je bila dejansko potem obsojena, ne, ona je bila v bistvu članica te ekipe Abortion Dream Team in njihova naloga je bila taka, kakor si prej opisala, ne. One so pač pomagale z informacijami ali pa tudi v kakšnih primerih, da so pač poslale tabletke ali pa omogočile neko pot nekam, kjer so lahko splav pač opravljene. V bistvu njena zgodba takrat je bila, da se je nanjo obrnila ženska, ki je bila pač v nasilnem razmerju in je želela narediti splav. V bistvu je pa Justinina zgodba popolnoma enaka, ne. Tudi ona je pač v svoji preteklosti se znašla v nasilnem razmerju in takrat naredila splav in ona pač kljub pač načinom, kako so pač takrat delale, se je ona takrat odločila, da bo njej pač po pošti poslala te tabletke. In potem splet teh nesrečnih okoliščin, da je njen partner prevzel to pošto, ne, in dobil te tabletke in tako je pač javil policiji in tako se je potem začel ta postopek, ne. Lansko leto, smo imeli v bistvu tudi, ker smo bili zelo veseli, ker se nam je pridružila tudi na enem predavanju, sicer na koncu online, ker nas ni mogla obiskati, ampak je dejansko govorila, ne, kakšne so pač zgodbe teh žensk tam, ne, in kako je v bistvu tudi tam splav stigmatiziran in vse ženske, ne, in ne samo to, da pač pomagajo tem ženskam, da pač naredijo splav, gre se v bistvu tudi za to, da pač ke v bistvu ustvarile so nek coming out zone za ženske, ki so imele splav, ne. Da lahko pač nekje poveš, jaz sem tudi imela splav, jaz sem taka kot tile, imela sem splav, ker v resnici je mogoče ta družba njihova še za odtenek bolj, ne, glede toliko kritična do tega, da je tudi to težko reči, ne. Tudi v ožjem krogu, ne govorim zdaj, da se je treba pač javno izpostavljati, ampak tudi v ožjih krogih, ne. Kar se pa njihove zakonodaje tiče, ne, pa tudi, ne, v bistvu najbolj grozen je to, da zdaj od tega leta 2021 pri njih na primer splav ni dovoljen niti, če gre za deformacijo zarodka, ne. In vsi smo takrat leta 2022 poslušali tisto žalostno zgodbo te punce Agneške, ne, ki sta v bistvu zarodka dvojčkov umrla v njej in ji še vedno niso naredili splava, ne. Ravno zato, ker so se bali pač tega zakona, ne, in ženska je na koncu pač umrla, ne. In to ni pač osamljen primer, ne. Vsake toliko časa pride do nas ena nova zgodba, ki je pač identična, ne. Gre za to, da pač zdravniki niso želeli opraviti nekaj, kar je del pač zdravstvene oskrbe, ne. In to je pač zelo problematično. Kar je pa mogoče en mejček na, kakor si rekla, ne, glede na to, da je nova vlada, se še zdaj nič ni naredilo, ampak kažejo pač se neki, zdaj so bili, mislim, da že 4 neki zakonski predlogi poslani in se nekaj dogaja, ampak mislim, da vsekakor bojo mogli najprej še predsednika zamenjati, preden bojo lahko karkoli naredili. Je pa glih pred kratkim sem pa brala to, ne, da v bistvu je
Ker velikrat se je pa pri njih tudi tako dogajalo, ne, da ženska je dobila neko potrdilo oziroma dovoljenje, da opravi splav, ker pri njih je, se pravi, dovoljeno samo posilstvo, incest ali pa ogroženo njeno življenje. In potem s tem potrdilom recimo prišla v bolnišnico, kjer pa izplava vse niso hoteli narediti, kjer je v bistvu cela bolnišnica sklicevala na nek ta ugovor vesti. No, v bistvu zdaj je pač ta vlada uvedla pač uredbo, ne, po kateri so vse zdravstvene ustanove, ki tako oskrbo zavrnejo, kaznovane. In zdaj je v bistvu tudi prva bolnišnica, ki je pač odrekla eni ženski splav, za katerega pač je imela vsa potrdila, ki jih je mogla imeti, dobila pač globo. Ne. Tako da pač eni mehni koraki naprej, ne. Na velike spremembe pa bo treba res še malo počakati, zgleda. No, in tik pred zaključkom, da samo mogoče potegnemo črto pod temo, ker smo kar nekajkrat danes omenile ugovor vesti, bi mogoče samo na kratko pač povedali, kaj sploh to je, zakaj gre torej. Ugovor vesti ureja ustava in pa tudi zakoni na področju zdravstva, recimo zakon o zdravstveni dejavnosti, pa zakon o zdravniški službi. In sicer v 56. členu zakona o zdravstveni dejavnosti piše: zdravstveni delavec lahko odkloni zdravstveni poseg, če sodi, da ni v skladu z njegovo vestjo in mednarodnimi pravili medicinske etike. To pravico pa omejuje določba, da zdravstveni delavec ne sme odkloniti nujne medicinske pomoči. Velja tudi, da je zdravstveni delavec, ki je uveljavil pravico do ugovora vesti, dolžan o tem obvestiti zdravstveni zavod, ki je odločitev dolžan upoštevati, a mora tudi zagotoviti možnosti za nemoteno uveljavljanje pravic bolnikov. In potem v intervjuju z dr. Bojano Pintar, specialistko ginekologije in porodništva na ginekološki kliniki UKC-LJ, pa tudi ona je profesorica ginekologije na medicinski fakulteti. Ona v intervjuju za N1, ki smo ga že prej omenili, pravi, da je omejevanje varne prekinitve nosečnosti s sklicevanjem na pravico do ugovora vesti neprofesionalno dejanje, saj da bi si taka oseba morala izbrati drug poklic. In pa da je tudi sklicevanje na Hipokratovo prisego v bistvu nesmiselno. In sicer kot argument za to pravi, da je Hipokratova prisega bila narejena pred 2000 leti, čas pa je pokazal, da prisega o spoštovanju življenja od spočetja za sodobni čas ni primerna. Tako da iz prakse v bistvu so zaznani samo posamezni primeri v Sloveniji, kot smo pa že prej slišali, pa na Hrvaškem, pa tudi na Poljskem, pa drugod je pa tega veliko več. Nazadnje sem slišala za tak primer sicer iz lekarne, ko farmacevtka ni želela izdati pač kontracepcijske tablete eni znanki. S to grozno novico ne moramo končati, no. Ne, se strinjam. Bomo povedali kaj pozitivnega mogoče. Ja, jaz mislim, da si je definitivno vredno zapomniti, da imamo vedno več orodij, ki so nam na voljo, da širimo informacije, da širimo aktivizem in da pač sporočamo tako družbi kot tudi posameznikom, ki želijo nadzorovati življenje žensk, da se pač ne bomo šle te igrice. Tako, in ko smo ravno pri tem, da širimo, v opisu našega podcasta boste našli tudi povezavo na peticijo pač Inštituta 8. marec, ki poziva k izenačenju pravic žensk v Evropski uniji. Hvala lepa za poslušanje in se vidimo naslednjič. Slišimo naslednjič. Nisi sama, 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 nisi sama.